Prisrčno pozdravljeni, cenjeni gledalci in gledalke v oddaji Verovanja. Družimo se z gospodom Rokom Metličarjem, župnikom v Laškem, dekanom dekanije Laško oziroma naddekanije Laško in Videm ter seveda tudi vikarjem celjske škofije in pa predvsem predsednikom škofijske Karitas. Tako da bomo danes prikazali tisto povezavo dobrote, ki je potrebna za socialno ogrožene, prav s človekom, ki je takole srčno predan temu delu. Dober dan, gospod Metličar, in lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav tudi z moje strani. Takole, nikoli nismo sami, kaj ne, Gospod vodi vse naše korake in pa kadar se znajdemo v stiski, pa se sprašujemo pravzaprav, zakaj smo v stiski. In vi kot duhovnik imate obsežen pogled v stiske ljudi. Kaj je v tem času v ospredju kot tista nemoč, tista stiska človeka? Dobro vprašanje. Se zanj zahvalim, zaradi tega, ker se tudi sam v teh dneh srečujem ravno s problematiko o življenju. Vemo, da so ljudje najšibkejši, najbolj ogroženi, ravno starostniki, ljudje, ki so sami, in tukaj je moški del še bolj ogrožen od ženske populacije, če rečem kar tako pavšalno, splošno, te skupine. In mislim, da sedanja bitka o tem ravno o življenju peha v eno tako stisko ljudi, ki še globlje čutijo v starosti tudi finančne stiske, ne čutijo se morda sprejete dovolj, predvsem pa jim ni dovolj nekje notranje potešen ta lakota po bližini. To je eno tako področje, res da bolj poznamo materialne stiske, prej so vidne, prej z materialno stisko tudi nekako lahko lažje pomagamo. V teh duševnih stiskah, ki so največkrat neopazne, pa se pojavljajo v raznih oblikah bolezenskih stanj. Ampak mislim pa, da sedanja družba in tudi politična struja trenutno ustvarja umetno neko stisko ljudem, ki se pravzaprav na zunaj ne zavedamo. Jo pa duhovniki že čutimo, še prav posebej v osebnih pogovorih, in seveda kraj spovednice je tisti, v katerih pač človek je prav, da ostane in mora ostati vedno skrivnost, ampak mislim, da nas duhovnike kliče kot preroke, da se ustavimo v tem boju in prerekanju svetosti življenja. Ja, takrat, kadar nam je težko, včasih kar dvomimo, da ima Bog kaj opravka z nami, in vi iz vaših izkušenj nam lahko poveste, kako takrat zaupati, se predati tej Božji milosti, da se težave nekako lažje premagajo. So različne poti, kot smo različni ljudje. Jaz mislim, da če se vzgajamo v empatiji vsi in da začutimo, verjetno si težko predstavljamo eni starejši osebi, ki še komaj sama shaja, morda živi v nekih neprimernih okoliščinah, ampak za telo se da hitro poskrbeti. Tisti občutek, ki ti ga pa dajejo morda mediji, da lahko sam poskrbiš, da ne boš drugim v breme, da postajaš kot človek breme. Tega bremena ti pa ne more nihče odvzeti, drugače kot da ti pokaže, da si mu zelo dragocen v življenju in da si takšen, kot si. Ni potrebno, da si koristen z ekonomskega vidika, ampak iz življenja samega neizmerno dragocen v Božjih očeh in v očeh skupnosti ljudi, s katerimi živiš. In tukaj se mi zdi, da je zdaj za nas kristjane zelo vprašanje, ali naša župnijska občestva ustvarjajo to vzdušje, ali smo pripravljeni na to, da te skupine raznih ljudi, ki se čutijo tako drugače in ne iščejo, ne trkajo na vrata. To so ljudje, ki se zapirajo vase, ljudje, ki jih je potrebno poiskati.
Ljudi, ki morda so različne prakse imeli tudi druženja, ampak mislim, da je ena taka nehvaležna podlaga za vse to ravno bil COVID, ko je človek človeku nekako bil ogrožal drug drugega in sploh starejši so ta del pravzaprav sprejeli, umika. Vem, razni programi, sodelovanje generacij, otrok z starejšimi, koliko težje je zdaj pridobiti tudi starejše, ko so prej bili navdušeni za take programe druženja. Sedaj pa, da ne bo kaj narobe, oziroma enostavno jih ni, ne? In mislim, da se v glavah ljudi se tega pravzaprav ne zavedamo. En tak proces tudi opažam čisto v praktičnem vidiku, kaj se nam je zgodilo, ko človeku umre bližnji. Takrat mislim, da smo najbolj ranljivi. Takrat najbolj začutimo potrebo po tem ali pa tudi osamitev v procesu žalovanja. Kaj smo naredili, na primer? Takrat je bil prepoved druženja zaradi tega COVID-a na pogrebih in je bilo omejeno število in čas, kdaj so se lahko. In mi smo to držo dvodnevnega žalovanja in poslavljanja od rajnega zreducirali na uro, 2, 3 ure maksimalno. Glejte, nevarnost COVID-a je minila. Praksa tega je pa popolnoma ostala. Žal, res žal, ampak mislim, da se ravno zato proces žalovanja pri ljudeh, čeprav se tega ne zavedajo, se podaljša, ker človek rabi neštetim ljudem povedati tisti trenutek, kaj se mu je zgodilo v tistem trenutku, in zdaj smo to zaprli vase. In mislim, da se nam bo to še maščevalo. Takole, najina tema pogovora danes je pomoč v stiski in poleg te duhovne pomoči, ki jo vi nudite ljudem, imate še eno zelo plemenito vlogo, kajti leta 2007 ste bili ob vseh zadolžitvah izvoljeni tudi za predsednika škofijske Karitas. Povejte nam, kakšne so tiste osnovne usmeritve delovanja Karitasa v Celjski škofiji? Na svečnico, se pravi na Marijin praznik 2. februarja, je takratni prvi celjski škof Anton Stres ustanovil škofijsko Karitas. Tako so se ustanovile iz prej 3, potem 6 in pa slovenska Karitas, ki ima v bistvu namen ravno povezovanje ljudi in ljudi usposabljati in omogočati zadelati dobro po župnijah. So se povečale potem tudi župnijske Karitas in tudi seveda sodelavcev iz tiste prve je sedaj zrastlo kar v en močen tim, ki ga zelo dobro vodi moj prvi sodelavec, generalni tajnik Matej Pirnat, z mnogimi programi. Vloga duhovnika ali pa moja vloga je pri tem je pa ravno sodelovanje z njim in pa usklajevanje predvsem te stvari, da ostajamo v cerkvi, se pravi prepoznavni, pa ne zaradi prepoznavnosti, ampak ker imamo eno čudovito priložnost, da prihajamo na teren in da so stiske, ki jih zaznavajo naši prostovoljci na terenu, tiste, ki so morda dosti bolj hitre lahko kot neko samo državno institucionirano skrb za uboge, kar je predstavlja Rdeči križ in pa še druge organizacije. Tudi množičnost prostovoljcev po župnijskih Karitas je pa seveda treba usmerjati, povezovati in voditi in tukaj z sodelavci, ožjim zborom pač nekako skušam jaz tudi škofovo vlogo, ki jo preko mene potem tudi povezuje s tem skupaj. Se pravi, skušamo biti en tak pokazatelj, pa lakmusov papir, stisk, povezovati skupaj drug z drugim. In seveda te prostovoljce tudi izobražujete, kajti ta krepitev krščanske in pa evangelijske identitete je tista, ki bi naj vodila vse prostovoljce in delovanje Karitasa za izboljšavo tako duhovnih kot tudi materialnih potreb ljudi v stiski. Povejte, kaj vas je pa sploh povedlo v to delovanje, da ste se odločili za tako zahteven, obsežen korak upravljanja
tega predsedovanja škofijske Karitas? Zdaj, če se nazaj spomnim, kriv je pravzaprav takratni škof Anton Stres. Bil sem na še dokaj manjši župniji, Sladka Gora ni bila številčno velika župnija, je pa bolj bilo ta romarski del in me je pač takrat videl v tej vlogi, da bi pač postavil na noge in pa v prakso škofijsko Karitas. Zdaj pa mislim, da bo počasi tudi čas, da prevzame kdo drug to vlogo, ker je prav, da so to... Na trdih temeljih seveda vaših, gotovo. Gospod je temelj in mislim, da ta temelj je tako star, ker cerkev delovati brez dobrodelnosti pravzaprav ne more. Ne? Povejte, katere so tiste etične vrednote, ki so v ospredju delovanja Karitasa? Imamo tako imenovana etična načela, ki seveda temeljijo na Svetem pismu, ampak so tako zasnovane tudi nekdo, ki ni verujoč. Ravno tako se lahko najde v teh etičnih načelih in pa morda poudarek je, mislim, da zelo tudi močan, da Karitas ne pomaga samo v cerkvi in pa cerkvenim ljudem, ne? Ampak da pomagamo vsem in skušamo do vsakega, ki je v stiski, enako pristopiti. Povejte takole, ker je Karitas zagovornik revnih in odrinjenih pravzaprav na ta rob družbe, če je sedaj v Sloveniji povečana revščina, glede na vaše izkušnje izpred 17 let, ko ste postali predsednik škofijske Karitas, kako se giblje ta izraz nekega odrinjenega načina življenja? Ja, za takšen odgovor bi potreboval analizo, pa morda tudi daljši čas. Opažam, da se morda res nematerialni del revščine pojavlja. Je pa tisto, kar sva že tudi midva nakazala, duhovni del pa je gotovo dosti večji in smo vedno pred novimi izzivi, ki pa nas včasih še kakšne naravne nesreče še bolj povežejo. In jaz sem, takrat vem, je ob začetku delovanja škofijske Karitas je bilo, se pravi, ta naravna nesreča, ko je ta pogrom tudi smrtno žrtvijo bil v župniji Braslovče. In so nas vedno tako neke, potem so razne poplave bile, te nas se mi zdi še bolj streznijo in nas bolj usmerijo v to, kar je res potrebno in pa vedno znova med seboj povežejo. Tako da je kriza lahko tudi z tega vidika ali pa ujma pravzaprav dobra stvar. No, takole Karitas potrebuje za svoje delovanje tudi prostore, a ne, in pa razne dejavnosti, ki se lahko potem odvijajo v njih. Kje pa ima škofija celjskega Karitasa te prostore? Največ, bi rekel, skladišče in to največ prostorov je v Vrbju pri Žalcu. To je bil po vojni potem vrnjen po denacionalizaciji, ker so gor živeli bratje. Velika hiša pa skladišče, ki dajo mogoče drugače, pa naše osnovne pisarniški del je pa na Muzejskem trgu v Celju. So pa po župnijah potem predvsem tudi ti prostori razpršeni. Žal župnije, ali pa bi rekel, dobra lastnost mnogih neizkoriščenih prostorov so ravno župnije in skušamo potem te prostore tudi z sodelovanjem z župniki čim bolj opravnomočiti, da koristno delujejo. Preizkušnja je v prvi vrsti tudi neka priložnost oziroma možnost izziva. In ob koncu pogovora še vaša misel, kaj je tisto, kar naj bi človeka usmerilo k temu darovanju dobrote? Nekako lažje je dajati, težje je prejemati. In ko človek v vlogi, ko mora prositi za pomoč, mislim, da tisti, ki so kdaj v tej vlogi, so potem tudi najboljši prostovoljci, kajti s tem izkustvom vsak se lahko v življenju znajde v stiski. In mislim, da Slovenci rabimo zaradi značaja malo korajže tudi, da znamo ubesediti stisko, prositi za pomoč in pa, da bi znali res potem tudi na prav način pomagati. Ker lahko pomagam tako, da promoviram sebe ali pa celo nekoga ponižam. Na prav način pomagati je pa velika umetnost in brez same osebne formacije v duhovnosti
v Jezusu samem evangeliju, mislim, da to kar je težko in ne gre. Tako, dragi in spoštovani gospod Metličar, naj vas dobrota srca še vodi dolgo do vseh ljudi, ki so v težkih preizkušnjah, in ostanite zdravi, predvsem zdravi pa uspešni pri svojem delu, tudi pri delovanju v Karitasu v Celjski škofiji. Pa nasvidenje. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, kadar dajemo, dajemo najprej sebi. Zato se odprite tistemu izrazu življenja, ki bo bogatil tako vas kot vse tiste ljudi, ki so okrog vas. Hvala za vašo pozornost in z velikim blagoslovom vas pozdravljamo s pozdravom srečno povsod.